Avtošola Šmarca je na vadišču varne vožnje v Šentvidu na avstrijskem Koroškem organizirala tečaj varne vožnje na tamkajšnjem poligonu. Komu se je namenjen tečaj, pa nam bo povedal direktor avtošole. Ja, namen vadbe varne vožnje je opredeljen v sami zakonodaji. Gre za to, da vozniki začetniki po nekaj mesecih obiščejo vadbo varne vožnje in nekako na praktičen način spoznajo reakcije vozila v ovinku, reakcije vozila pri trku in razne druge fizikalne lastnosti, ki jih vozilo oziroma voznik občuti zaradi vožnje vozila. Kako pa da ste se odločili prav za ta poligon v Avstriji? Poligon v Celovcu je trenutno eden najbolj varnih poligonov v Evropi in definitivno najbolj varen v tem delu Evrope. Relativno blizu je našim krajem in tudi sama logistika dobro teče, tako da zaenkrat smo se odločili za poligona v Celovcu in v Logatcu. Torej v Celovcu pridejo v poštev večje skupine, v Logatcu pa manjše skupine tečajnikov. Danes je trenutno na sami pisti 60 tečajnikov, razdeljeni so v 6 skupin, torej nekje 10 tečajnikov na enega trenerja varne vožnje. Kako pa to poteka, pa bomo sedaj le videli. V lepo in primerno urejenih učilnicah je najprej potekal teoretični del. Tečajnikom so predstavili teoretični del vožnje, kako bo izgledala vadba. No in nato so se kmalu podali na sam poligon. Vožnja v ovinek na držeči podlagi. Videli smo, kako malo je potrebno, da nas zanese z ovinka. Nato so sledile vaje. In sicer zaustavljanje avtomobila pred oviro. Zakaj je ta vaja pomembna? Vaja zaviranja je pomembna zato, ker mladi vozniki večinoma premalo zavirajo, kadar je to potrebno, kadar je nuja, kadar je sila. In tukaj jih probamo naučiti to, da res skočijo po zavori, da se res probajo čim prej ustaviti. To je namen te vaje, predvsem to in je tudi izhodišče za naslednje vaje, potem ko imamo izogibanje, hidravlično ploščo in podobne zadeve. Zdravo te šole, Boris. To je pa zdaj dogibanje ovira. To pa je reli. Zdaj se nahajamo v tej kontrolni kabini, kjer usmerjajo vse te naprave, oziroma nam lahko kaj več poveste, kako to izgleda. Vse skupaj deluje avtomatizirano na zamiku, milisekundnem zamiku. Ko senzori zaznajo avto pri vstopu na vajo, s kakšno hitrostjo pele, potem z milisekundno razliko, ki jo določi inštruktor, se pojavi vodna ovira, ki predstavlja presenečenje, ki se vam lahko zgodi na cesti. Vodna ovira pa zato, da tudi če se zaletite vanjo, da ni z avtomobilom nič narobe, da se vam nič ne zgodi. V resnici pa je to lahko kar močna ovira, ne recimo na cesti vsak dan. Na cesti se vam lahko pojavi okvarjen tovorjak, naprimer za ovinkom, vi pripeljete 90 na uro in potem se treba izogibati te ovire. Ali pa ostati pred oviro, pač odvisno od kakšno hitrost imate.
No, in še ena zelo pomembna vaja, ki ni nujno, da jo obvladajo tudi izkušeni vozniki. Okej. Bravo, Ines, odlična reakcija, ja. Sam pol je pa treba začeti poravnati volan, ne, za vožnjo naravnost. To je vaja izgube smeri vožnje. To pomeni, da nam zadnji par koles ne drži več smeri vožnje, kar je najhujš, kar se nam zgodi pri vožnji z avtomobilom. Če se vam zadek začne zanašati v levo, pomeni, da moramo volan tudi vrteti v levo in probamo avto ujeti. Če gremo zadek v desno, volan vrtimo v desno. Problem te vaje je, da kada vam gre enkrat zadek v levo in tudi če ga ujamete, vam vedno potem vrže še zadek v desno, se pravi, ga morate še drugo smer ujeti. Potem se avto šele počasi stabilizira. To je namen pač te vaje, da probate kakršnokoli reakcijo sploh narediti, če se kaj takega zgodi v realnem svetu, na cesti. No, te bomo pa še mi dva poskusila inštruktorjem, kako gre, če te zanese v eno smer. Še sem živ. Probala bo avto ujeti s pomočjo ESP-a. To je elektronski program za stabilizacijo vozila. ESP je angleška kratica, pomeni pa, da vam pomaga spraviti vozilo nazaj v smer vožnje, v primeru izgube smeri vožnje ali da vam zadek odnese levo ali desno. A to imajo vsi avtomobili zdaj bolj modernejši ali kako? Modernejši imajo nekateri že serijsko, nimajo pa še vsi. Evropa skuša predpisati zadevo, da bi vsi novi avtomobili imeli to že serijsko, ker je res velika pomoč pri vožnji tudi v ovinek. Če vas začne z ovinka ven voziti, vam to zelo veliko lahko pomaga in pri podobnih zadevah. To se pravi, zavirati pa ne smeš med tem? Ne bomo zavirali, bomo sam probali avto jeti brez zaviranja. Pa še zmerno šla. Zdaj bova pa midva pokazala, kako se pa avto ujame, se pravi, da se ne zavrti v kolj. Bomo videla, če bo nama bo gratov. A, seveda, pri takom profesionalcu to uspe. Okej, prava smer vrtenja, ampak premalo dinamično, ne? Premalo smo zavrteli volan desno. Pa zavora. Okej. In še nekaj utrinkov nočne vadbe. In preizkus varnostne razdalje. Tala bi pa trešil njega 100 evrov. In še, kako se rešiš iz avtomobila, ki se obrne na glavo oziroma na streho. Namreč, dokler svojo težo vesiš na varnostnem pasu, se ne da varnostni pas odpeti. Ja, kako pa pol narediš? Obstajata dve varianti, ali imaš nož, škarje ali karkoli tazga za prerezati pas, ali pa se treba upreti na armaturno ploščo, ob volanu z nogam, upreti z rokam nad glavo, potisniti sebe v sedež noter, da sprostimo varnostni pas in takrat ga lahko potem odpnemo in potem zlezemo iz vozila. To je stanje šoka, ker ljudje, ki se obrnejo na streho, pri tem se pa še parkrat obrne, zato bi bilo v šoku običajno. To je v bistvu bolj, da sploh nisi prevezan. To pa ni res, ker obstajajo filmi, kjer so lutke noter in vse padejo ven z avtomobila skozi šipo, A ja. Tako da obvezno biti prevezan.